Alumni Connect, podcast, ki uspešne zgodbe alumnov ekonomske fakultete pripelje med vas. Ne zamudi in se pokonektaj z nami. V današnji epizodi imamo čast gostiti Metko Svetlin, strokovnjakinjo v marketingu, ki ima že več kot 10 let izkušenj pri podjetju Google. Danes se bomo osredotočili na njeno uspešno karierno pot, njene dosežke in svet marketinga. Če te zanima, kako je biti zaposlen v Googlu ali pa kako sploh priti do zaposlitve v Googlu, ostani in prisluhni. Metka, pozdravljena. Živjo. Hvala, ker si se odzvala na moje povabilo. Z veseljem. Zdaj, prej, ko smo se srečala v recepciji, kdaj si nazadnje bila na ekonomski fakulteti? Pa v bistvu kar pred kratkim, ker še vedno sodelujem, tudi če zdaj se dogovarjamo, da bom v bistvu sodelovala pri enih predavanjih in na IMB programu in s profesor Ireno Vido pri postavljanju kurikuluma kot v komisiji. Tako da sem kar še vedno prisotna. Tako da se tvoja pot iz vidika izobraževanja še ni zaključila? Oziroma podajanja znanja? Mogoče tako, da je v bistvu skozi povezana, od tega, da v bistvu se učiš v enem trenutku, sodeluješ, pol pa v bistvu tudi, da podajaš tako pač neko znanje nazaj oziroma preneseš v bistvu te izkušnje iz prakse, tudi nazaj pa podeliš, ker se tudi moja izkušnja je bila, da sem vedno rada slišala iz prakse, tako da pol tudi z veseljem delim študenti svoje izkušnje. Ko se bo dotaknila, se pravi, tvoje profesionalne poti tukaj na ekonomski fakulteti, bi pa se vrnila najprej na začetek, zakaj si sploh izbrala ekonomsko fakulteto v Ljubljani? Pa jaz bi rekla, da sem tako, da sem jaz vedno videla pač ekonomijo kot zelo tako celostno vedo, ko v bistvu povezuje različne vede, in me je to tudi v bistvu najprej prepričalo. Pol pa tudi seveda ekonomska fakulteta v Ljubljani je tudi v bistvu bila zelo kredibilna fakulteta. In tudi recimo kljub temu, da je mene pač marketing že od začetka vlekel, sem se odločila za ekonomsko fakulteto, ker sem pač hotela imeti tudi celostni pogled v poslovanje podjetij, v ekonomijo nasploh, pač te povezave, da imaš v bistvu širšo sliko. In kak ti je bil dodiplomski študij tukaj na fakulteti? Izbrala si management in organizacijo, ne? Za dodiplomskega pol pa podiplomski, magistrski pa marketing. Meni je bilo zelo všeč, tudi ko pač cel študij in tudi že takrat je bila v bistvu ekonomska fakulteta med bolj naprednimi fakultetami, je imela tudi že precej novosti, ker jih recimo na drugih fakultetah še ni bilo. Recimo že v prvem letniku sem slišala za Erasmus program, ki je ravno takrat se začel, pa v bistvu takrat nisem imela pojma, kaj to sploh je, ampak sem pač to izkoristila, se prijavila, pa šla takrat pol na Dunaj, tako da to je bila recimo tudi ena taka dodana vrednost, tudi študija na ekonomski fakulteti, pa tudi v bistvu to celo dogajanje, kot je bilo pa... A si se ob študijsko veliko udejstvovala? Aktivnosti? Ja. Pustimo se zabave, ampak na ekonomski fakulteti. Sem kar izkoristila te razne ponudbe, tako kot so bile, tako da še zdaj recimo se spomnim tako marsikere delavnice ali pa, ne vem, tečaja, ki je bil recimo organiziran, imam še zdaj recimo tako v spominu zelo dobrem. Kakšno dodano vrednost vidiš ti v teh zadevah? Zakaj v bistvu bi rekla, da se dobro drži takih zadev? Če jih ponuje faks ali pa neko izobraževanje? Pa jaz bi rekla zato, ker je pač to v bistvu še tako neka, da ti da v bistvu še nek dodaten pogled oziroma tako pač razširi, pa da ni samo striktno tisto, kar je v kurikulumu, ampak v bistvu pač neka priložnost, da se v bistvu razvijaš. Poleg tega pa tudi, da spoznaš različne ljudi in recimo vem, da je bilo tudi meni na ekonomski fakulteti tudi všeč, da je že v bistvu že v tistem mojem času študija bilo kar nekaj tudi študentov iz tujine, To recimo tudi dodaja en tak nov pogled, pa recimo sodelovanje z ljudmi iz prakse. A si še mogoče v povezavi s temi študenti iz tujine ali so ti konekšni že? Pa z enimi pa še kar sem, tako bom rekla, v bistvu, tudi če zdaj imam recimo v bistvu Facebook, zaradi tega, da sem sploh še gor zaradi teh kontaktov, ker to je še od teh dodiplomskih časov povezave. Zdaj pa z nekaterimi si pač tako bolj v stiku, recimo nekam rednem, ker se mogoče pač življenje tako obrne na podoben način. Z nekaterimi pa manj, ampak veš, da recimo tako, če bi pa nekam šel ali pa bi recimo prišel v stik, bi bila pa še vedno ta vez recimo prisotna. Omenila si izmenjavo na Dunaj. Zakaj Dunaj? Kjer smer si potem zbrala, se pravi, da si študirala na Dunaju? Kako ti je bilo? V bistvu zelo iskreno, najprej v Erasmusu sploh nisem dosti vedela, nisem niti razumela, ker je bilo to takrat tako zelo nova zadeva, niti se ni o tem govorilo.
Sem pa slišala od starejših kolegov, ki so bili tako 1 ali pa 2 leti starejši, da je to super, da je to treba izkoristiti. In v bistvu Dunaj zaradi tega, ker so mi takrat rekli, da glede na to, da imam tako dobre ocene, se pa jaz lahko prijavim na Dunaj, ker je zelo težko priti. Tako da bi tudi na nek način en tak izziv. Po drugi strani bi pa tudi Dunaj tako dovolj daleč, pa dovolj blizu. Tako da v bistvu, da si še vedno recimo lahko šel z avtom, a ne, in tudi nek recimo tako način življenja je bil dosti podoben, tako da sem se odločila za 1 leto in mi to tudi v bistvu ni predstavljalo neke take prevelike spremembe, no. Tako da v bistvu nemščina izziv? Ne, ker sem imela program cel v angleščini. Aha, okej. Ja, tako da tudi to je bila prednost tega dunajskega programa, no, da je bil v bistvu zelo močen ta mednarodni program in imel tudi veliko število študentov iz celega sveta, no. Tako, to je bila recimo tudi en tak odločilni dejavnik, no, da sem se... Si opazila kakšne podobnosti študija na Dunaju pa študija v Ljubljani? Pa razlike mogoče? Pa v tistem času je bilo kar precej razlike, no, bom rekla, da je bilo recimo takrat je bilo v Ljubljani precej tega podajanja snovi, tudi ni bilo recimo še takih poudarkov na študiji primerov. Tudi recimo odnos s profesorji je bil drugačen, kot recimo tam, ko so bili pač gostujoči profesorji. In v bistvu tam je bilo tako dosti seminarskega dela, kar pomeni, da smo imeli recimo tudi tako določen predmet 2 ali pa 3 dni skupaj, recimo strnjeno po 8-10 ur v kosu. Pa tudi všeč mi je bilo to, da si se v bistvu na predmet začel pripravljati prej, a ne, še preden si v bistvu sploh začel na predmet hoditi. Tako da je bil v bistvu velik poudarek na študiji primerov, pa veliko profesorjev, ki je prišlo, imeli tudi v bistvu kar nekaj izkušenj iz prakse, no. Tako da ampak to je bilo mogoče res tudi ta mednarodni program, a ne, je bila to specifika. Tako da takrat je bilo meni kar velika razlika, no, tako, čeprav se mi zdi, da se zdaj pa tudi v Ljubljani tako že precej pomaknili v to smer. Si sama pomagala k temu, da imamo nekaj študijskih primerov, ne, na samih Ja. vajah, tako da mislim, da fakulteta kar pluje v to smer, da Ja. je čim bolj interaktivno med samimi študenti in samimi pedagoškim Pa to procesom. povezovanje s podjetji, no, tako se mi zdi, da recimo mogoče v mojem času, sploh v tem dodiplomskem študiju, no, da je bila no tako večja razlika mogoče, kot je zdaj. No, pol pa si izbrala podiplomski študij na IMB-ju. Kako ti je bilo pa tam? Ja, v bistvu najprej sem izbrala, ker meni je bila všeč pač ta mednarodna izkušnja, ki sem jo imela na Dunaju. Istočasno si pa v tistem trenutku nisem želela v tujino, a ne. Oziroma sem tudi sama pri sebi razmišljala, kje se jaz vidim, kje si želim živeti, kje si želim ustvariti recimo družino, a ne, en tak bolj stabilno okolje. In sem se v bistvu že takrat odločila, da je to Slovenija. In potem tudi, ko sem razmišljala, kam v bistvu iti na podiplomski študij, eno ni bilo računice, ne, pač kot investicija recimo za študij v tujini, ker pol so mi tudi, a ne, pač recimo okej, če greš nekam študirati, pa pač plačaš veliko denarja, moraš tudi nekaj časa v tujini živeti, a ne, recimo, da pač po tistih standardih tudi zaslužiš, da v bistvu pač to izplačaš, ne, tega recimo si pa takrat se nekako nisem videla v tem, tako da bi v meni v bistvu tudi ta študij IMB v bistvu pisan na kožo, no, tako, ker je bilo v bistvu mednarodna izkušnja v Ljubljani, v domačem okolju in tudi takrat sem šla v alpinistično šolo, tako da sem bila lahko v slovenskih hribih, pa imela v bistvu to kvaliteto slovenskega življenja, pa mednarodni študij. Se pravi, si vmes med študijem še plezala? Ja. Dobro, Ja, to je tako pa da kar zanimivo. mislim, da je to, da ni veliko držav pa mest, da lahko to počneš. Res je. Ja, pol pa, ko si zaključila študij, ne, zdaj sama si rekla, da si veliko nekih študijskih primerov prenesla na fakulteto pri določenih predmetih. Kako se je pa začela pot, da si postala, se pravi, asistentka na ekonomski? Zakaj? Kako? Ja, v bistvu na ekonomski fakulteti sem že dosti zgodaj začela sodelovati, najprej kot demonstrator, kar pomeni, da sem vodila vaje, a ne. V bistvu zaradi tega, ker sem imela dobre ocene, so me povabili, da pol tudi mlajšim generacijam v bistvu te vaje vodim. Tako da to sem delala še kot študent, no, in pol je bilo v bistvu tudi po magisteriju nekako tako to nadaljevanje te poti, da sem pol tudi sodelovala kot asistentka, ker sem bila pa tudi zraven, recimo tudi, ko se je pač postavljala študije primerov, pa recimo vsebine pripravljala, se pravi, da nisem samo podajala pa vodila, ampak sem pač tudi zraven kaj prispevala. Kak je pa občutek, ko si ti še vedno študent pa druge študente učiš?
Pa jaz bi rekla, mislim, prvo meni je bilo tudi to vedno tako najboljši del, tudi tega, no, tako pač dela pač kot asistent. In dela na fakulteti je bilo ravno to podajanje snovi, no, ta pedagoški del, ne, tako, če rečeš, ne, pač to predavanje in delo študenti. In tudi meni je bilo tudi vedno zanimiv ta odziv študentov, vprašanja. In tudi zato, ker recimo tudi, ko sem začela že tako dosti zgodaj, jaz sem vedela, kakšna vprašanja se po vsej verjetnosti porajajo, ne, študentom. Tako da na nek način mi je bilo to zelo blizu, ne, ker je bilo tako, kot smo recimo takrat z kolegi recimo se učili, pa med sabo spraševali, sem jaz pol na podoben način tudi podajala to snov naprej. Tako da meni je bilo všeč, no. Jaz sem pač tako uživala v teh predavanjih. Pa istočasno recimo sem še vedno videla te mlajše študente pač kot kolege, a ne, tako pač kot nekdo, ki pač jaz mogoče lahko prispevam k lažjemu razumevanju, pa mogoče pač podam neke lažje načine, kako si določeno stvar Pa nisi imela nič predstavljati. straha, ko si prvič pristopila pred predavalnico oziroma neki velik razred? Pa jaz bom rekla, da ja, pač ta strah vedno je prisoten, tako, da je to naravno, no, tudi tako, da ni veliko ljudi, ki nimajo naravno straha pred nastopanjem, to so ponavadi kakšni igralci, tako da jaz nisem šla na AGRFT. Je pa tako, no, da če se ti pripraviš, a ne, potem tudi ta strah zgine, a ne, ko enkrat ti stopiš v predavalnico. Ponavadi je pa obratno, če pa nisi pripravljena, ne, se pa pol ali si predolg, ali si prekratek, ali se nekje, a ne, pač, tako da jaz bi rekla pač priprava, no, tega pa v bistvu pač želja po tem, da rad učiš. Pol pa si postala v bistvu asistentka prav pri predmetu Ja. managementa Ja. in si doprinesla neke študije iz prakse, Ja, iz Googla. takrat še nisem bila Takrat še na ne. Googlu. Je bilo pa tako, no, v bistvu, da je bilo precej vsebine, ki ni bila podprta študij primeri takrat in mene je to malo zmotilo, ker sem pač še vedno pač vedela, da kot študent recimo sem pač si težko neko stvar predstavljala, a ne, tudi določene pač modele v managementu. In sem pol tudi takrat v bistvu izrazila željo, da bi jaz pa našla te primere in to je bilo seveda dobrodošlo, tako da sem pol takrat v bistvu iskala primere iz prakse in takrat tako prišla do primerov iz Googla, ne, tako da takrat še sploh nisem bila tam, ampak jaz takrat nisem pomislila, da bi jaz lahko pa delala na Googlu. Tako da to je bila pol v bistvu nekako posledica, no. Kdaj pa si pomislila, da bi lahko delala v Googlu? Oziroma, kako je prišlo do te prve točke, prvega stika sploh, da je prišla prva ideja, jaz bi bila v Googlu, pa potem... Ni bilo te Ni bilo ideje. ideje. Ne, zato ker sem si jaz takrat vedno predstavljala, da moraš biti inženir, da delaš na Googlu, no, tako iskreno. In pol, ko sem pa videla oglas za Googlovo službo, Kje vidiš oglas za Googlovo službo? takrat je bil na moje delo. Aha, okej. Ja, takrat je bil na moje delo, mislim, da takrat so v bistvu pač iskali, odpirali so pač ta naš Adriatic trg, iskali lokalne ljudi in so očitno pač prišli do moje delo kot pač neke platforme, kjer pač lahko dosežejo te, takrat so tudi iskali, no, pač te mlade kandidate v bistvu direkt po fakulteti. Tako da ja, ta oglas se dejansko pač pojavil tam, tako da ja, tudi jaz sem bila takrat presenečena, ne. Je pa res, da prvo sploh nisem videla, ne, da gre za Dublin, ampak je bilo meni takrat v tistem trenutku čisto vseeno, ker sem pač iz teh študij primerov vedela, koliko je dobro, ne, in tako, in sem rekla, wow, tudi če grem samo za pol leta ali pa 1 leto gor delati, pa sem del te izkušnje, bo meni v bistvu že zelo veliko pomenilo, tako da sem se pol tudi, najprej sem seveda pač pomislila, okej, itak bo, ne vem, tisoče in tisoče prijav, a ne, zakaj bi glih mojo izbrali, po drugi strani pa, če se pa ne prijaviš, te pa ne morejo izbrati, a ne. Ja, seveda. Dajva pol kar razbiti ta proces. Kako je izgledala sploh prijava na Google? Kak respons da Google nazaj? Kaj so neke posebne, potrebne neke stvari, ki jih moraš dati, se pravi, se lahko sploh prijaviš? Kak CV mora biti? Zdaj, če smo iz marketinga, ne, verjetno ne sme biti Europass. Ali mora? Ja, evo, jaz bom najprej rekla, da bom govorila svoje izkušnje, ki je v bistvu 13 let nazaj, no. Tako da to je že kar neko obdobje, tako za Google pa sploh, a ne, tako da, ampak mislim, da se zdaj tudi niti ni toliko spremenil, a ne, da je v bistvu te
vrednote pa način ostaja precej isti, a ne. Tako da takrat je v bistvu izgledalo, da sem jaz pač ta oglas videla in sem pač rekla, ok, se bom pač prijavila. In ja, ni bil Europass, ne, CV, ampak to že zaradi tega, ker pač meni osebno ne rezonira, no, ta oblika, tako da sem pač tudi jaz hotela pač neko tako svojo obliko pač življenjepisa. Je pa tukaj resno, da se mi zdi, da pač je življenjepis pomemben, a ne, z vidika tudi pač marketinga, ne, to je v bistvu prvi stik, a ne. In tukaj pač moraš recimo vsaj tiste pač, ne, osnove, ker je, ne vem, že to, da nimaš slovničnih napak, kako se izražaš, pa da res v bistvu v tistem one-pagerju, ne, se pravi na eni strani, ker pač takrat tudi, ne, pač sem bila brez izkušenj takih, ne moreš na dveh straneh, da poveš to, a ne, kar želiš. Je pa tudi tako, no, zdaj recimo sploh ima Google recimo veliko nasvetov, kako se pripraviti, tudi kakšen življenjepis, tako da recimo v današnjih časih recimo je pač veliko lažje z tega vidika, da je ogromno vsebin, ogromno tudi pač podcastov, takih in drugačnih spletnih strani, ker res lahko se ti pripraviš, no, tako da mislim, da danes, če se nekdo slabo pripravi za Google, je to res samo zato, ker pač si, Ni naredil domače naloge, ne? Tako, Ja, v bistvu. ne, tako. Takrat recimo mogoče ni bilo tako transparenten, je bilo pa res, da pa vsem si pa najdu recimo na nekih forumih recimo, in to takrat jaz sem recimo pač pregledala, pa pač uporabila te nasvete, recimo to, da tudi, ko pišeš o svojih izkušnjah, a ne, da v bistvu daješ čim več številk noter, se pravi ne samo, da pač napišeš, da si nekaj naredil large ali pa great, a ne, ampak v bistvu, da daš pač številke spredi, pa daš v nek kontekst, a ne, tako da recimo to je bil tako zame tudi takrat nov način, a ne, ker je bilo treba v bistvu vse na podlagi številk, no, pač ovrednotiti, tako da to je bilo tudi meni precej težko in tudi pol recimo, ko sem dobivala tudi recimo pač vprašanja recimo na intervjuju, a ne, sem se v bistvu mogla, no, pač spomniti, je bilo pa tako recimo, če primerjam danes, a ne, tako način razmišljanja, danes pa v bistvu sem skoraj malo preveč, no, v bistvu vse skozi številke, a ne, Se pravi, pač prej si gledaš. rekla, verjetno se jih bo 1000 prijavilo. Ti si bila ena izmed njih. Ja, jaz sem rekla pač pošlješ, ne, mislim, še vedno pač ne. In kdaj je prišel odgovor? Odgovor, ja, to je bilo tudi malo smešno, ker v bistvu sem jaz pač poslala to, pa na nek način nisem pričakovala odgovora, no, glih zato, ker pač rečeš, ok, si pač en od 1000, ne, ampak po drugi strani pa, če ne pošlješ, ne moreš izgubiti. In sem pol v bistvu dobila klic, a ne, in tisti klic je tako na hitro, a ne, v bistvu izgledal, kot da pač nekdo kliče mene iz stacionarne številke. To so bili tudi časi, ko so bili pač, da si klical nazaj na stacionarno, a ne, pač precej drago. Tako da, in tudi pač pol kot študent, a ne, recimo, ti ni bilo vseeno, boš klical nazaj, sem rekla, tole se bom pa oglasila, a ne. Ampak dejansko je bilo pač od spredaj pač irska, a ne, irska številka. In so mi pač rekli, da me kličejo z Googla, da glede razgovora, pa da so mi tudi mail poslali, ne, in jaz seveda sem rekla, da nisem maila dobila, ker ga pač res nisem videla. No, in so pač rekli, da bi se pač za razgovor, tako da pa mi bojo še enkrat mail poslali, pa če lahko odgovorim, a ne. No, pol sem videla, da pač ta mail je prišel, samo sem jaz pač mislila, da je Googlov oglas, tako da sem ga arhivirala, a ne. Tako da to je bilo v bistvu tudi en tak, no, recimo, ker ne pričakuješ odgovora, a ne. Tako da bi, če me ne bi klicali, pa če ne bi se javila, bi pač tudi skoraj to priložnost zamudila. Ja. Pa takrat, zdaj si rekla 13 let nazaj, a je bil razgovor online ali je bil razgovor v Dublinu? Tako je bilo v bistvu, so bili to časi, ko je bil v bistvu prvi razgovor po telefonu, tudi s to rekruterko, taka me je tudi klicala v bistvu prvi, to so pač rekruterji, ki v bistvu dejansko so odgovorni, da se pač določena pozicija zapolni, da preskrbijo pač primerne kandidate. No, in ona je pol recimo imela ta prvi, no, pač pogovor z mano, sva se dogovorile,
da me pokliče in je bil v bistvu to polurni pogovor. No? Tako, tam je bilo v bistvu tako, recimo, so bila kot neka mogoče podvprašanja, no, k mojemu življenjepisu. Čisto tako vodni. No. Jaz mislim, da takrat je v bistvu bolj nek tako vtis, no, pač o človeku, pa mogoče kakšne stvari, ki recimo na življenjepisu tako niso bile čisto ali pa jih je mogoče več dodatno zanimalo. Pol je bil v bistvu drugi, je bil tudi po telefonu. Takrat, tako da ja, v bistvu, če zdaj pomislim, ni bilo, ne, ta video klici niso bili takrat tako... Verjetno danes bi bili, ne? Danes pa ja, tako, če zdaj pogledam, zdaj recimo v bistvu ta telefonski del je ziher nadomestil, no, ta pač videoklic, ampak ne zato, ker Google ne bi takrat tega uporabljal, ampak zaradi tega, ker je bil to v bistvu sprejemljiv način, no, za takrat, da si v bistvu prek telefona. Tako da pol ta drugi je bil tudi v bistvu polurni, je bil pa od ene, ki je bila v tisti ekipi, ki sem jaz pol delala, tako da to je bilo pa v bistvu en tak tako majčkeno bolj strokovni, a ne, in pol v bistvu je ona pol rekla, a pridem jaz na razgovor v Dublin ali ne, a ne. Tako da, pa me tudi v bistvu, jaz sem bila takrat, jaz nisem delala prej z Google Adsi, a ne, oziroma takrat AdWordsi, ampak sem se seveda pač na to pripravila, a ne, in se naučila, a ne, tako da pa mene je presenetilo, da nobeno vprašanje ni bil iz tega, a ne. In tudi pol, ko sem vmes hotela pač impresionirati, da jaz pa to znam, a ne, so mi rekli, da ne iščejo pač enega, ki to zna, da to bojo itak oni mene naučili, da oni pač iščejo, a ne, pač nekoga, ki ima pač določene skillse, a ne, ki jih pač oni rabijo, a ne, tako da so mi kar rekli, da ni bilo potrebe. Da ni to treba. No in pol so mi v bistvu, mislim, da tudi ta del recimo je zdaj precej optimiziran, da so recimo tudi takrat vsi intervjuji potekali v živo, mogoče glih zato, ker ni bilo recimo tudi ta videoklici niso bili tako pogosta oblika, recimo, kot je zdaj, tako da so mi pol to takrat plačali karto za Dublin, ker so bile tako slabe povezave z Dublinom, sem imela 2 noči tam, tako da sem rekla, no, evo, to je pa super, da še ne drugega bom videla Dublina, ne. Tako da sem si tudi to vzela, no, kot eno tako izkušnjo, tako, da ne glede na to, a ne, pa če bom dobila službo ali ne, da mi bo ta v bistvu izkušnja pa zanimiva že samo to, da grem jaz na razgovor, pa to, da imamo v bistvu tako malo prostega časa, da še vidim pač eno mesto. Kako izgleda ta razgovor, ko prideš na sedež? Ja, najprej pač itak, tam je pač recepcija, se pač zglasiš, pol te pač pridejo pač iskat, a ne, ta rekruter, pol da pač tam pač ta meeting room rezervirana, ne, in tam noter sem imela pol v bistvu vse razgovore, oni so se pol v bistvu samo zamenjali. Tako da mislim, da je tako načeloma je recimo, so tako 3 do 4 intervjuji z različnimi, tako v bistvu z tvojim bodočim menedžerjem, to je pač ta hiring manager, pol z nekom iz ekipe, ki v bistvu bo delal s tabo, ampak ne direkt, nekom iz podobne ekipe, pa recimo iz drugega področja, tako, da v bistvu je en tak širši spekter ljudi, ki te intervjujejo, ampak načeloma imajo recimo pač ti, ki intervjujejo ista vprašanja za vse kandidate, a ne, ker pol tudi na ta način v bistvu ti lahko pač primerjaš, a ne, pač odgovore. In je pa tudi tako, da v bistvu pač če ena oseba da pač negativen feedback, se intervjuji končajo. Pa ni važno, če si recimo vseh 6 prej pes, ja, kupca, pa ja, 7 da je en ni negativen. pes, ni, a ne, okej, tako da to je že en tak. No pa zdaj, če smo že pri vprašanjih, a ne, dosta mit obstaja pri Googlu, da deva razne naloge, pa takšna kompleksna, neka logična vprašanja, oziroma naloge. Koliko to je je to bil res? v bistvu, pa to je bil mit, tako bom bil mit. rekla, no, to je bil mit, pa mogoče še tudi pred temi 13 leti, ker tudi recimo, ko sem jaz recimo šla, jaz sama recimo v tem prvem, no, sicer je pa res, da sem se takrat, da sem se prijavljala za prodajno pozicijo, se pravi sales, in nisem dobivala teh vprašanj, a ne, ampak pol tudi, ko sem znotraj menjala iz prodaje v marketing, sem pa jaz tudi že vedela, a ne, ker sem tudi sama delala pač te treninge za intervju, da je to prepovedano, ne, da v bistvu se ne sme teh vprašanj dati, a ne, ker ta vprašanja v bistvu
ti ne povejo dosti o človeku, ker pač recimo določeni ljudje so zelo dobri pri teh vprašanjih, a ne, določeni pa ne, ampak te, ki niso, to ne pomeni, da niso pač dobri nasploh v reševanju problemov, a ne, samo pač jih na drug način rešujejo, a ne, tako da so v bistvu so bile smernice, da se pač teh vprašanj ne postavlja, ker v bistvu ti lahko dobrega kandidata, a ne, pač na ta način zgubiš. No, ampak jaz takrat, a ne, ker sem pač vedela, da tega ni, sem pač predvidevala, da tega ne bo in sem pač v enem intervjuju za marketing, to pač pol, ko sem znotraj menila, a ne, dobila ta vprašanja, a ne. In pol si tako... Si rekla, ne. Ja. Tega pa ne sme biti. Sem hotela, pa nisem, ne, zato ker pač bi bilo pol... Tako da sem pol tudi jaz na tako vprašanje, no, pač odgovarjala. Sem s to razliko, da sem pač tudi takrat pač vedela, na kakšen način, no, ker pač v bistvu ta vprašanja, tako kot vsaka stvar, ne, pač recimo se ti pač, če veš, kako se je lotiti, se jo boš lotil, ne, se v bistvu gre samo za to, da se vidi način razmišljanja, ne. In to recimo pač pri marketingu je pa to res pač tako. Ja, ampak kot se je prej rekla, ne, dosti ljudi moč pod pritiskom, po nekem krajši časovni komponenti, težko bi moč drugače pristopili k temu izzivu, oziroma na oni drugače, ne, če bi imeli, ne bi bili na intervjuju. Tako da mislim, da zdaj, no, jih verjetno ni več. Okay. Ampak je pa nekaj časa trajalo, no, tudi. Je pol si v bistvu dobilo vse kljukce, ne? Ja, in si kaj ostala v Dublinu. Ja, ne, tudi tako je. Najprej misliš, da dobiš vse kljukce, to je to, a ne, tudi recimo, ko te rekruter pokliče pa reče tako, no, a ne, pač zdaj si pač ti dobil recimo pač zeleno luč, no, saj tudi če eno da recimo, da en da recimo rumeno, no, ali pač kakor da ni pač čisto, to je okej, ne, tako recimo ni, res je samo recimo rdeča, tisto, da recimo res da nekdo tako negativno, no, ampak pač pol, ko v bistvu dobiš recimo te vse yes, a ne, pol, jaz sem takrat mislila, evo, zdaj pa imam službo, ne, ampak pol šele v bistvu kasneje vidiš, da si šele na pol poti do službe. Zakaj? Zato, ker v bistvu šele takrat dobi rekruter zeleno luč, da sestavi tvoj primer. In v bistvu šele takrat pa pol ti v bistvu si na isti strani in takrat se in hiring manager in rekruter in ti v bistvu delaš na tem, da boš dobil pač to službo, ki ni tako samoumevna, ker v bistvu mora iti na ta hiring committee, pa v bistvu vse stvari, zdaj ne vem, če je še eno, pač vem, da takrat recimo je bilo vse treba biti požegnan strani Mountain Viewja, tako da je v bistvu enkrat na teden bilo to ta pregled v bistvu vseh teh caseov, teh primerov in pol v bistvu so pač oni rekli ja ali pa ne, ne. Tako da, če nisi prišel čez ta hiring committee, je bil ves trud za manj prej. Ja, no, pa so pač z drugim kandidatom, no. Ja, tako, no, pač, ampak recimo ni bilo, recimo to sem jaz takrat pač mislila, okej, sej, valjda bojo, zakaj pa ne bi, če se zdaj pač toliko ljudi strinja, a ne, ampak pol vidiš, da ni, no, tako, je kar, da ni tako samo, je kar stresno, no, pa tudi recimo tako, jaz tudi sem recimo tudi pol kandidatom, no, recimo, ko so bili, sem tako rekla, po mojih izkušnjah, tako, če dolg časa ne slišiš odgovora, je to dobro. Ker to pomeni, da še vedno se nekaj dogaja, no, tako, je pa res, recimo, so te stvari lahko včasih zelo zamudne, tudi po pol leta trajajo. In pol mislimo, da je v Sloveniji, ko ti ne odpiše v enem tednu firma oziroma podjetje, že kriza. Ja, ne, je tako, no, pač, ker je toliko enih odločevalcev, no, tako se v zadnji dogaja, da no, pa pol, ko si prestala vse, si pa ostala v Dublinu. Pol sem pa, ne, v bistvu sem mogla preseliti v Dublin. Si se mogla preseliti v Dublin. Ja, jaz sem pač itak pol šla pač domov, a ne, da je pač pol to nekaj časa trajalo, da so oni meni rekli, da pač nadaljujem proces, da gre pač zdaj to na hiring committee in takrat sem v bistvu tudi z rekruterjem v bistvu delaš na tem caseu, v bistvu ti pomagaš, da on čim bolj pripravi v bistvu ta pitch tebe, no, da bo šlo to skozi, ne. In to je pa v bistvu tako, jaz ne vem, mislim, ko ena diplomska o samo sebi, pa ne, tako še v bistvu življenjepis na next level. In takrat je bilo, to je bil v bistvu trenutek, ko je bilo treba ta življenjepis, pa vse stvari, ki sem jih jaz recimo noter, ne, je bilo treba v bistvu še bolj izpostaviti, ne, še bolj v bistvu
konkretno napisati, kaj je točen in tako, ker to je bilo v bistvu pač pol del tega paketa. Ker zahtevno. Ja, kar zahtevno, no, tako bom rekla, da je bilo v bistvu tako kot en izpit, no, tako orang pripravi. In recimo sem imela, v bistvu je bilo meni še težji ta del interno, ker sem pol šla v bistvu iz prodaje v marketing, ker bi recimo mislila, okej, evo, pozicija se odprla lokalno, ne, zdaj jaz pač grem, evo, tle imate človeka, ki je pripravljen iti, ampak ne, je bil pač odprt razpis za vse in v bistvu ti se prijavljaš z vsemi zunanjimi, ne, pač na isto pozicijo, ker pač oni pač želijo pač najboljšega kandidata, zdaj boš ti pač kandidat interno, a bo to nekdo zunanji. In se potem vse ponovi. In pol se je vse ponovil, sam to je bil pa še en level več, no, tako da meni je bil v bistvu ta del veliko bolj... Se pravi, potem v Dublinu si delala v prodaji? Koliko časa? Skoraj 2 leti. Skoraj 2 leti. Ja, tako da sem se pol v bistvu tudi, oni so mi, mislim, so me tudi pač pripravili, no, to pač tako za to, za selitev, tudi v bistvu plačali te stroške selitve, tudi recimo tako te prvi mesec ali 2 si imel pač tako tudi plačan, recimo za ta, da si poiščeš stanovanje, pa tudi v bistvu dobra tako navodila, za kaj vse je treba poskrbeti. Po drugi strani bo pa tudi veliko tega, tako, ko si pa mogel doma, recimo, ne, pač, da si FURS-u javil, da sem si uredila status nerezidenta, ne, tako takrat, da nisi pol imel tega dvojnega obdavčenja. Take stvari, no, tako, ki so zelo... In kakšno tam delovno okolje, če primerjamo s slovenskim? Delovnik, delo v pa jaz bom rekla, da tudi takrat, recimo, mene so tudi vsi spraševali tako, ti moraš pa zdaj cele dneve delati, ne, tako pa tu zdaj ameriška korporacija, zdaj te, Pa moram reči, da tako v primerjavi pa s slovenskim okoljem, da je bilo veliko bolj, so bile te meje postavljene, no, tako, recimo sicer je res, da je pač tako delovnik, ne, bil recimo tako načeloma od 9 do 6, ne, s tem, da je bila pač 1 ura pač vmes kosilo, ki pač ni plačana, ne, pač po njihovi zakonodaji. Je pa tudi tako, da pač noben se ni štempljal, ne, tako, da bi pač ti mogel biti ob 9:00 tam, ne, ampak je bil v bistvu na nek način ta metoda korenčka, ne, recimo pač Google je imel ta, mislim, ima še vedno brezplačno hrano in to zelo dobro hrano, v bistvu najboljša v Dublinu, tako da mi smo najraje jedli v pisarni, ne, tako, zajtrk je bil na nivoju hotela 5 zvezdic, tako da bil je pa zajtrk samo do 9:30, a ne. In zdaj, če si hotel jeti zajtrk, a ne, si seveda prišel, a ne, pač do 9:30, a ne, pa tudi če si prišel 5:30, a ne, da si pač hmizje nesel, a ne, tako da to je bilo na nek način recimo pač motivacija, da ti dejansko prideš, a ne, pač takrat, ko je predviden v službo. Pol tudi recimo pač kosila so bila, mislim, to je bilo tako od sušija, pa ne vem, kakšne tako pač zelenjave, ne, tako, pa tudi pol recimo si šel pa lahko še v inženirsko stavbo, ne, tako, če se ti je dal, sicer to je bilo tako, pač Dublin je malo vetroven, tako da ni prav prijeten hoditi, ker inženirji so pa dosti delali na tem ameriškem času, ne, tako da tam si imel pa še večerjo, ne, tako da ti se bilo tudi tako... Tako da si bil ta Google princip, da si skozi... Ja, tako da to je res bilo tako, no. Ne rabiš domov. Ne, v bistvu res ne. Tako, tam recimo je res v bistvu idealno, da tako živiš tako, kot sem recimo pač jaz, da tako nimaš družine, da res v bistvu, pa tudi tako sodelavci recimo so bili tako kot družina, tako res taki v redu odnosi, bolj smo bili povezani, tako da je bilo meni od ponedeljka do petka zakon, bolj sem v bistvu ni mi bilo prijeten za vikende, takrat sem pa v bistvu pogrešala, no, ta del, to, ker recimo v Sloveniji je tako zelo močen, ne, pač ta druženja, to, da greš v naravo, recimo sploh meni, kaj to pomenijo hribi, ali pa ne vem, na morje recimo, ne, tako. A tam ljudje tega ne počnejo? Ne, tam je čisto drug način preživljanja vikendov, tako da meni je recimo to tako precej manjkalo, tam je v bistvu bolj tak ta angleški način, ne, kar pomeni, da ne vem, pač spiš tam do 10, 11, pa se recimo tam do 12 spravaš na brunch in pol tam na brunchu sediš do 3, a ne, tako da jaz sem bila tam v 9 zjutraj edina, tam, ko sem po oni plaži tekla. Tako, pa pač itak sem v prvih parih mesecih vse te
gore pogledala, izlete naredila, ne pač po Irski. Tako, no, ta del recimo je meni najbolj manjko, no, tako da sem imela takrat idejo, da bi jaz še sobote delala, pa bi si pol dopust nabrala za Slovenijo, pa nekako ni šlo. Pa nisi da razmer tega. Ne. Ali pa je drugače zgradba, pa sam kompleks podoben tistem, kar je v Ameriki, ali pa v tistem filmu, Ja, ki je v Googlu. Se ja. pravi, da imaš tudi možnost, če nisi več toliko zbran pri delu, greš mogoče kak ročen fuzbol odigrati ali pa ne vem, kakšno igro. Ja, to je bilo pa v bistvu, to so me tudi tako veliko recimo tako vprašala, pa je res tako, a je to samo tako, pa je dejansko tako, da je v resničnosti še boljše. Še bolj. Ja, in v bistvu še bolj sproščen, kot si predstavljaš, ker najprej misliš, ok, se nimaš časa za to, ne. Saj ga nimaš, ampak nimaš ga zaradi sebe, ne zato, ker ti v bistvu pač to postane tako samoumevno, ne, da pač enostavno pol se moraš kar malo prisiliti, da greš na masažo, pa na fitness. Med službo. Med službo. Saj tako, v bistvu ti si pač sam organiziraš čas, a ne. In zdaj recimo, če se ti organiziraš, a ne, da boš šel takrat recimo na fitness, a ne, boš pač šel, ampak pač recimo takrat se pač ne boš menil na sestanku, oziroma se ne boš takrat, ker recimo nek pomemben sestanek, a ne, pa rekel, jaz pa grem v gym, ne. Ja, ne, a ne, ker pač moraš iti na sestanek, a ne. Zdaj, če pa recimo sestanek, je, ne vem, recimo 1-na-1 s svojim menedžerjem, ne, boš pa rekel, recimo, jaz sem takrat imam gym predviden, a ne, z osebnim trenerjem, a lahko prestava 1 uro prej ali pa na jutri, ne. To pa recimo je normalno, a ne, tako, če se da prestaviti, ne, tako. V Sloveniji še to gre? A zdaj? Ja. Ja. Gre? Ja, gre. Zanimivo. Ja, ampak v bistvu tako je, bolj da si ti v bistvu organizator svojega časa, a ne? In da se tudi zavedaš v bistvu te odgovornosti. Se pravi, če se ti merjen po tem, kaj narediš, a ne, pol, če greš ti recimo, ne vem, za 1 uro ven v gozd ali pa v gym, pa če recimo ti bo ta 1 ura zmanjkala, pa boš pač mogel pol nadoknaditi nekaj, kar je treba do jutra narediti, boš pač naredil, a ne. Tako, to je ta v bistvu odgovornost. Ne moreš zdaj iti v gym za 1 uro, ne, pa jutri je pa deadline za nekaj, pa reči, ja, nisem imel časa, ja. Ja, se razumem, mislim, bo dosti bolj ceni, kar je tudi mogoče bolj smiselno, se pravi, neko kvaliteto pa neki efficiency, da narediš pa ni važno, zdaj si ti 1 uro v gymu, važno, da se narejena, ne. Tako, kar ja. mogoče v Sloveniji bi bila bolj optimizirali teh 8 ur, ne, ko v bistvu mogoče, da so ljudje dejansko aktivni oziroma doprinesejo nekih 5 ur delovnika, ostalo je pa bolj tak. Ja, tako je, waste. tako. Jaz bom rekla tako po mojih izkušnjah, no, pa tudi recimo zdaj, recimo tako, sploh tako recimo delo od doma, ki je recimo veliko bolj intenzivno, kot pa recimo, ko si ti v pisarni, ko v pisarni te veliko ljudi lahko zmota, ne. Tako, ali te nekaj vpraša, ali greš na kavo, kar je sicer zelo dobro, a ne, tako sploh recimo za različne ideje, pa za nek pač ta social, no, tako pač recimo neko druženje, ne, je recimo ziher pač ful dodana vrednost, ampak po drugi strani pa nisi toliko učinkovita, ne, da recimo neke stvari, ki si jih pa ti dogovoril, da narediš. Tako da recimo pač po mojih izkušnjah je tako delo od doma, recimo si ti v bistvu, če res delaš, je tako 6 ur, ne, zbran. Recimo 6 ur je tako optimalno v smislu, ne vem, da vmes recimo, ne vem, nekaj umirjeno narediš ali pa si recimo še kakšno kavico skuhaš, pa tako kaj poješ, pa tako, a ne. Da recimo težko ti 8 ur zbrano delaš za računalnikom, a ne, tako. Ali pa recimo tudi, da imaš sestanke, ne. Če imaš recimo cel dan online sestanke, ni isto, kot če jih imaš v živo, ko so veliko bolj izčrpavajoči. Tako da moraš kar najti, no, en tak Nek balans. balans, ja. Plus to, da recimo v pisarnah, a ne, pač imaš določene stvari, ki so pozitivne, a ne, imaš pa tudi take, ki so pač negativne, kar pomeni, da ne vem, pač nimaš fokusa oziroma vsakič, mislim, se tu je pač tudi po raziskavah, ne, čim tebe pač nekaj zmoti, ali je to pač, ne vem, en sodelavec, a te lahko samo nekaj vprašam, ali pa lahko to pogledaš, ali pa tudi recimo v končni fazi message, ne, recimo, ko skoči, kjerkoli stvar te zmoti, ti rabiš 20 minut, da prideš nazaj na neko zbrano delo, ne. Tako da recimo to je tudi en tak, recimo zdaj, če si organiziraš svoj čas in če veš, zdajle bom pa 2 ure recimo naredil nek plan, pa me noben ne bo motil, pa si pač vse notifications izklopim, a ne, pa po možnosti pač tudi, ne vem, če je karkoli neki urgent, ki mora priti, pač rečeš, lej, pač pokličite me, ne bom pač ne gledal, si veliko bolj efektiven. Ja, time management, Ja, če povzamemo. ja. Zdaj pol pa, ko si iz Dublina, si prišla po Slovenijo, se pravi za marketing.
Zdaj si kaj, vodja marketinga za Adriatic regijo v Sloveniji? če prav Ja, razumem? to je v bistvu tako uradno, no, čeprav recimo je to tudi tako kar težko, recimo sploh tako, ko sem recimo posodabljala svoj LinkedIn, ne, pol kar težko rečeš tako, joj, pa sej, ko imaš toliko enih teh recimo, ne, pač, ko si različne procente na različnih projektih, ne, in pol recimo delaš, ne vem, nekaj za CE regijo, ne, pa nima veze z Adriaticom, pa je v bistvu veliko tega, ne, pa sploh ne veš v bistvu, pod katero vlogo bi dal, ne, ker pač načeloma to ne spada pod ta core job, ki ga imaš, ne, ampak imaš v bistvu tudi ogromno nekih projektov, recimo, če je core job recimo 60% tvojega dela, se pol teh 40% lahko razdeli recimo na 4 različne projekte, a ne, ali pa pač odvisen, kako pade. Kaj pa v bistvu zdaj počneš, zakaj si odgovorna tukaj za Ja, zdaj- Adriatico, za marketing, kaj Google počne? Ja, v bistvu zdaj recimo pač tako tukaj v bistvu vse, kar pač pride pač v zvezi z Adriaticom, ne, tako, ali je to pač lansiranje različnih produktov, ali je to recimo pač različni marketinški programi. Trenutno recimo pač tako, da bi pač lokalno tako nekaj veliko delali, trenutno ne, ker je tudi pri nas recimo tako zelo majhna ekipa, no. V bistvu sem zdajle za marketing, sem sama. In zato pa jaz tudi sodelujem v bistvu s temi drugimi, no, pač iz regije, tako na teh regijskih projektih. Tako da pol v bistvu pride za Adriatic bolj tako take stvari, no. Recimo projekti, ki smo jih že delali, a ne, da recimo veliko smo tudi vlagali v lokalne projekte prek google.org, to je ta neprofitna organizacija Googlova, kjer lokalne projekte podpreš. Pa recimo tako, pač v bistvu vse, kar je v zvezi z Slovenijo, Hrvaško, tudi Srbijo, a ne, v bistvu si ti, mislim, sem pač jaz recimo pač ta prva oseba, no, na katero se pač katerakoli ekipa na Googlu obrne, da daš v bistvu en tak lokalni feedback, a ne, pač na kakšen način bi to predstavil, je to primerno ali ne. Pol tudi recimo vse lokalizacije grejo skozi, a ne, ker pomeni ne samo, da ti prevedeš, a ne, da je primerno, ampak da tudi daš pač v določen kontekst ali pa da poveš, a se sploh eno ime pač prevaja ali se ne, zakaj, a ne, tako v bistvu za vse stvari, ki pride tudi zdaj recimo, ko se je pač lansiral Bard, recimo, to je ena taka tudi zadeva, ki je bila letos, a ne, to je pač Googlov ChatGPT. Je bilo treba to preizkusiti, a ne, v slovenščini in tudi pač tudi dati feedback, a ne, tako da recimo to pol Deluje? Deluje, se uči. Se uči? Okej. To je Ja. pomembno, to je najbolj pomembno, ne? Ja, tako. Tako da tukaj recimo pač pol vidiš, da si v bistvu del tega, kako v bistvu Google deluje v lokalnem okolju, no, da je to recimo ena taka dodana vrednost, no. Zdaj, Tako. tukaj sem si zapisal, da si, če prav sem to razumel, da si pomagala ustvariti prvi doodle za Slovenijo, Ja. za našega arhitekta Ja. za 140 let. Ja. Kako je prišlo do tega? A to se je v bistvu videlo samo na slovenskih? Ali No, celoten Google je to videl? Tako bom rekla, to v bistvu te doodli recimo so tudi zdaj moje področje, a ne, se je pa tudi ta strategija spremenila, no, v teh letih recimo, ne. Takrat recimo, ko smo to začeli, to je bilo v bistvu prvič, da je pač, da smo imeli mi kot recimo pač en majhen trg, mislim majhen trg v smislu tega, da je pač 2 milijona ljudi in imaš pač pol omejeno število pač uporabnikov Googla. Da smo imeli priložnost v bistvu tudi pač dati pač slovenskega, a ne, pač mislim narediti v bistvu prvi slovenski doodle in to smo se tudi, takrat še nisem bila v marketingu, ampak ker je pač mene to že takrat zanimalo, ne, sem pač pol tudi sodelovala, ker so pa v bistvu rekli, okej, pač hočemo lokalne ljudi, da dajo idejo, kaj bi sploh to bilo, kaj bi pač recimo tako bilo pomembno za Slovenijo, kaj bi Slovenci radi videli, a ne. No, in v bistvu so pač tudi določeni pogoji, recimo, kaj sploh je lahko na doodlu, med drugim je pač tudi to, da oseba ne sme biti več živa, a ne. Pol je recimo, kakšne dosežke je imela, a ne. No, in recimo pol tudi, ko se zbira, kje se pač ta doodle vidi, a ne, je odvisen od tega, kje je imela ta oseba vpliv, a ne. In zdaj recimo, če gre za osebo, ki je imela vpliv samo v Sloveniji, jo vidijo samo v Sloveniji, a ne. In zato imaš pol tudi ti v bistvu za vsak doodle, ki se pač pojavi, imaš ti v bistvu opcijo opt-ina, a ne. In zdaj recimo mi smo pol tudi, ne vem, za Slovenijo opt-inali recimo osebe, ki so bile,
ki so imeli dejansko pač pomen za Slovenijo. Ponavadi so to recimo pač neki globalni dudli, ne vem, recimo Einstein, ne, ki je pač imel na vse vpliv, a ne. Recimo Plečnik je bil pa recimo na Češkem tudi, a ne, tudi prikazan. Tako da na nek način v bistvu tudi opomniš, ne, pač uporabnike tako pač na neko osebo. Se pravi, če so Češkemu tipkali Google, pa so odprli ta prva stran, so videli. Tam se vidi, tako. No, da imaš še sam povedati za gledalce in poslušalce, kaj je Doodle. Ja, Doodle je priložnostni logotip. Sicer meni ta prevod mi je tako malo kaj. Tako da v bistvu je pač logotip Googla, ki se spremeni ob določeni priložnosti. Ne? In to je recimo pač priložnost, je recimo pač to, da je recimo 140. rojstni dan Jožeta Plečnika in na ta način v bistvu ti želiš tako pač opomniti ljudi v bistvu na določeno osebo, na določene dosežke, a ne, in to priložnost v bistvu zaznamuješ za 24 ur, se Googlov logo zamenja v bistvu s tem. To je pa v bistvu ilustracija, no. Imamo tudi v bistvu ekipo v Ameriki, ki to pripravlja, ampak ni v bistvu samo to, da ti to pripraviš, ampak je v bistvu velik proces ozadaj, no, tako da zaradi tega pol tudi zdaj recimo imamo vedno manj tega v malih državah, recimo za Slovenijo imamo še vedno 25. junij, to imamo vsako leto v bistvu, ko se pač slovenska zastava, a ne. Drugače recimo takih prav recimo je pa težko dobiti, no, recimo razen za 30 let Slovenije sem pa uspela, no, da so dali vrh Triglava pa gor v bistvu zastavo, no, tista prva v bistvu slika, no, ki so nesla, ne, pač slovensko zastavo gor na Triglav. Ja. Lepo. Pol pa še dva projekta sem si še zapisal, se pravi program Grow with Slovenia in pa I am remarkable. Ja. O čem govorita ta dva? Ja, v bistvu ta prvi program je v bistvu Grow with Google, no. Pa smo takrat v bistvu poimenovali Grow Slovenia with Google, to je pa bil recimo tak lokalni projekt, tako da tle sem bila ful vesela, da smo lahko delali tako pač tudi lokalno v bistvu ta program, ker je bil pa v bistvu program, da smo brezplačno omogočili pridobivanje digitalnih veščin Slovencem v delavnicah, ki so potekale v živo, v slovenščini, pa tudi imeli smo pač te slovenske trenerje. In tukaj recimo naredite en tak program, kjer v bistvu Google je pripravil to vsebino, ker je bilo meni tudi všeč, da je bil zelo vključujoč, kar pomeni, da je dejansko izobraževal s področja digitala, ne samo pač Googlove izdelke, ampak nasploh, a ne, recimo tudi uporaba socialnih omrežij, a ne, in podobno. In je tudi zajemal pač druge produkte. No, in tukaj smo recimo mogli pripraviti od tega, da se je bilo pač treba prevesti slovenske primere, pa v bistvu pač poiskati slovenske trenerje, ki imajo izkušnje, no, da bojo to. Kar je bilo pa tudi ključno, je pa najti lokalnega partnerja, ki bo to izvedel, a ne, pač te delavnice, pa tudi v bistvu to promoviral, ne, da bojo ljudje sploh za to vedeli, no, in to smo tudi z Centrom poslovne odličnosti Ekonomske fakultete smo zelo dobro sodelovali, tako da smo v bistvu v manj kot 2 letih smo v bistvu 10,000 ljudi izobrazili, upscalali, tako je. Je bil pa poudarek na pač teh malih, srednjih podjetij, tudi nekaj je bilo študentov, tako da je bil tudi zelo dober odziv, no, ko so bile pač delavnice v živo pri Google Meeta, ljudje so lahko vprašali, direktno pač vprašanja, pa ta najbolj zagrizene, ta mala podjetja so imela pa tudi možnost v bistvu konzultacij, tudi da so imela še posebej recimo 1-na-1 s temi trenerji, no. To je recimo en program. Pol je pa ta drugi program je pa I am remarkable, ta je pa v bistvu dela v bistvu na vključenosti, no, tako. Sicer v začetku bo namenjen predvsem ženskam, ampak se je pol v bistvu razširil na manj zastopane skupine, no, tako underrepresented groups, ker v bistvu s tem, kar rečeš samo pač ženske, v bistvu tudi pač spustiš tudi en kup skupin, recimo, ne, ki se podobno počutijo, a ne, da dejansko gre v bistvu za skupine, ki so v določeni skupini, večji skupini manj zastopane, a ne. Zdaj to so lahko ženske, lahko so v končni fazi tudi moški, a ne, recimo v neki skupini, pol so to recimo istospolni, različne etnične skupine, verske,
recimo kdorkoli, ki se pač počuti drugačnega, ne, v določeni skupini. In tukaj je bil v bistvu pač poudarek v tem, ne, ker recimo večina programov se ukvarja o tem, kako ti vključata, ne, pač, te ljudi, ali pa recimo tako, da se pač o tem ozavešča, ne. Ta program je šel pa v bistvu iz strani samopromocije, ne, ker je bilo sicer meni na začetku zelo tako zoprn, ker recimo pač prihajamo, ne, pač iz kulture pač slovenske, kjer pač ne je samohvala zelo negativna, ne, in tudi dolg časa nisem šla na to delavnico, ne, I'm remarkable, ker sem rekla, no, ne, ta samopromocija pa meni ni, ne. No in pol v bistvu sem pa enkrat pač res šla, no, tako, ko smo pač tudi razmišljali, da bi ta program tukaj naredila, ampak sem rekla, ok, če se mene prepriča, pol bomo v to šli. No, in mi je bil pa v bistvu zelo všeč, zato, ker sem pa začela tudi na to samopromocijo drugače gledati, ne, ampak iz tega vidika, recimo, da nisi ti v neki pasivni vlogi, kot nekdo iz manj zastopane skupine, a ne, nekdo, ko recimo, a ne, rečeš, evo, zdaj sem pač neka manjšina, ne, recimo, ali pa pač ženska, ali pa, ne vem, slabo govorim jezik, ali pa imam določen naglas, a ne, pa pač nočem pač govoriti, a ne, ampak na eni strani je tako pač tem, ki so pač bolj zastopani, jih je ozaveščal, kako se počutijo tisti, ki so manj zastopani, in tudi veliko recimo tako teh menedžerjev, a ne, sploh tako moških na Googlu, recimo po tem programu rekli, jaz pa tega nisem vedel, da se pač kdorkoli tako počuti, ker pač nisem niti o tem razmišljal. To je recimo ena, pa da pol recimo ti drugače spremeniš način vodenja, a ne, ekipe. Druga, kar je pa recimo bila tudi meni pač pomembna, recimo tako kot ženski, a ne, je pa recimo tudi ta, da ne da ti razmišljaš, to pa zato, ker sem ženska, se pravi, da se v neko vlogo žrtve, a ne, ampak da ti rečeš, ok, ampak jaz pa lahko nekaj na tem naredim, in v bistvu se predstaviš v tako aktivno vlogo, kar pomeni, da lahko ti govoriš o svojih dosežkih, ne da čakaš, da jih drugi opazijo, ne. Ker tudi takrat recimo je bilo tako, mi smo bili recimo ekipa, ne vem, pa smo imeli izga menedžerja, recimo nas je bilo 20, a ne. In si se seveda počutil, a ne, pač noben ne pa ne opaz, pa toliko stvari narediš, a ne. In sem pol tudi v bistvu takrat, a ne, pač videla, da ja, pač če ena oseba ima 20 ljudi pod sabo, a ne, pač je najmanj, kar jaz lahko naredim, da povem, kaj delam. Malo samopromocije. Ja, ne, mislim tako, da pač dejansko pač ti svoje dosežke izpostaviš, ker če jih ne boš ti, ne, pač jih ne bo noben, ne, mislim tako, malo je ljudi, ne, ki bojo dejansko se ozavestili pa šli to gledati, a ne, tako da tukaj je recimo bilo pri meni zelo pomembno, da sem ozavestila ta premik iz te pasivne v aktivno vlogo tega, da v bistvu s ponosom govoriš o svojih dosežkih. Mi je bil pa zelo pomemben v bistvu ta vidik, da nisem v bistvu, da sem videla razliko med besedo, da se ti na nek način pohvališ, a ne, in če ti pohvališ, pa ti govoriš o svojih dosežkih, se pravi o dejstvih, ki si jih naredil, to so pa te številke, ne, ki sva govorila, se pravi tako, kot na življenjepisu. Če jaz povem, a ne, ovrednotam, kaj sem naredila, tukaj dejansko so facts, a ne, pač stvari, ki sem jih naredila, in tukaj pač ni nobene, a ne, pač tu je pač dobesedno pač se, mislim, pohvališ, izpostaviš dosežke, a ne, in pač o tem poveš. Medtem ko recimo to, kar pa mi gledamo na negativno, ne, je pa v bistvu hvalisanje, a ne. To je pa v bistvu to, da jaz zdaj rečem, jaz sem pa najboljša, ne, da v bistvu daješ neke te presežnike, a ne, oziroma da recimo, da ne daš v nek kontekst, ker to, da ti poveš eno dejstvo o sebi, a ne, nek dosežek, a ne, je drugače, kot pa da ti recimo se predstavljaš kot boljšega od drugih, a ne, zdaj lahko si ti boljši kot drugi, ampak to pač poveš številkami, a ne, se pravi, na kakšen način ti to poveš, a ne, tako da sem tukaj pol to predvsem neka kombinacija dejstev pa malo tako, pohvale to mora biti. pa tudi recimo, da vidiš, da je to tvoja naloga, ne, pač kot nekdo recimo iz manj zastopane skupine, kjerkoli pač je, da tudi ti pač spregovoriš oziroma da tudi ti govoriš o svojih dosežkih, ne samo, da ti tam čakaš, a ne, pač Tukaj imamo verjetno Slovenci malo problema proti ostalim. Ja, zato, mislim, to je tako dosti kulturno, a ne, pač mi pač ne pravimo, kao pač, da je treba, pač mislim, da morajo drugi opaziti, ne, tvoje dosežke, samo v bistvu sploh danes v današnjem svetu, a ne, ker je pa pač tako information overload, ne,
je pa težko, ne, pač pa dejansko moraš ti, a ne, pač recimo, če ima nekdo pač toliko informacij na voljo, najmanj kar je, da ti narediš, da te svoje informacije dostaviš zraven, ne, zdaj, če jih nekdo ne bo videl, je to pač pol njegov problem, ne, tako, ali pa tudi vidiš, recimo, dostikrat moraš isto ponavljati, ne, to sem tudi jaz velikokrat na Googlu videla, rečeš, pa saj sem to že povedal, ne, dostikrat je kar isto sporočilo, pa mogoče pol, ne vem, 5. ali pa 10. en reče, a res, tega pa nisem vedel. Pa je mogoče že 10-krat slišal, ampak, a ne, tudi ta v bistvu vztrajnost, a ne, pa da v bistvu vidiš, da je natepno, da greš v bistvu v to vlogo aktivnega samopromotorja, ampak v pozitivnem, no, tako kot recimo pač pošljaš življenjepisa, ne, da ti čakaš, da te najdejo na LinkedInu, ne, tako, mislim. Da si malo, da daš neko aktivno. Aktivni pristop. Zdaj pa mogoče za zadnje vprašanje. Kaj bi ti svetovala nekoga, ki vidi oglas za Google? Kako pristopiti? Jaz bi rekla prvo, da se sam pri sebi vprašaš, kaj hočeš, no, tako, to. Pa če je to recimo nekaj, no, tako, kar si želiš. Je pa velikokrat recimo tako, ko vidiš oglas, a ne, pač, da tudi ta oglas dobro prebereš, a ne, da vidiš recimo pač, na kaj se sploh prijavljaš, a ne. Mogoče recimo na začetku, a ne, pa tudi to se je pol pri meni izkazalo, ne, ker recimo jaz sama tako pač po duši nisem prodajnik, a ne. Ampak recimo sem se prijavila, ne, pač za to prodajno pozicijo, ker se mi je to zdelo pač tako enkratna priložnost, da pridem na Google, a ne, tako pač se bo pa pol že znotraj, ne, pač pojavilo, če mi pa ne bo, pa pač, ne, greš pač drugam, a ne. Tako da dostikrat recimo, a ne, če je recimo neka firma, tako kot je recimo Google, nek brand, s katero hočeš imeti izkušnje, a ne, pa če mogoče ta pozicija ni čisto tista ta prava, no, tako kot jo hočeš, a ne, da se tudi splača iti za to, a ne, ker je pač to mogoče recimo pač neka izkušnja, ki te bo nekam drugam pripeljala, a ne. To je recimo, drugo je pa tudi tako, mogoče se pri nas dostikrat pol težko oceni, za kakšen level gre, ne, tako recimo, koliko izkušenj se dejansko išče, a ne, tako da tudi tukaj je pomembno, ne, včasih se recimo tako prijavijo na kakšno pozicijo, recimo, ki je previsoka ali pa prenizka, a ne. In pol je recimo pač razočaranje, a ne, ampak je dejansko tukaj recimo korporacije, no, pa pač tako, jaz mislim pač sploh velika podjetja, velikokrat pač res iščejo kandidate, ki ustrezajo temu levelu, ne, in tudi recimo pri nas smo imeli, ne, primer, ko smo zaposlovali v bistvu prav nekoga, ki je tako direktno s fakultete oziroma maksimalno 3 leta delovnih izkušenj, pa so se prijavljali recimo ljudje, pa ponosno povedali, jaz jih imam pa 5, a ne, ali pa 6, a ne, pa mislili, da bo to prednost in ni, a ne, ker v bistvu sploh ne prideš v proces, a ne, tako da recimo z vidika mladih, no, tako recimo bi jaz to pač kar spodbudila, a ne, da recimo, da je veliko pozicij, ki se odpirajo, ki prav zahtevajo v bistvu nekoga brez izkušenj, a ne, tako, da si v bistvu na začetku te karierne poti in da je mogoče tako, tudi tako izkušnja iz Slovenije, ne, ja, da je dobro, ne, čim več izkušenj nabrati, ne, tudi mi smo imeli recimo že problem, da so se ljudje na LinkedIn, ne, pač napisali vse izkušnje, ki so jih imeli, ker so pač mislili, da jim bo to pač pomagalo. Pol je bil pa problem, a ne, ker je bilo treba pa pol, ne vem, pač dokazati, da pa ti nisi, da si pač samo kot študent delal, a ne, ker gre za različne pač sisteme in tudi včasih rekruterji ne razumejo, ne. Da včasih je prednost to, da nimaš, ne, izkušenj oziroma da prikažeš, da Se pravi, če povzamemo, v bistvu pomembno, da dobro preberemo, na kaj se prijavljamo. Kvaliteta je nad kvantiteto. Ja. Metka, hvala, ker si prišla na pogovor in doprinesla vse informacije o Googlu. Še enkrat hvala. Ja, z veseljem.